Dobrodošli v novem videu na Game Gangu. Danes imamo kot v našem zadnjem videu, ko smo unboxali PlayStation 5, link nekje tukaj zgoraj, nekaj resnično posebnega. In sicer je to grafična kartica, ki jo skoraj da ne morete najti na policah kateregakoli Big Banga v Sloveniji, niti nikjer na svetu. In sicer to je RTX 3090. To je zdaj bilo skoraj 2000 evrov, ki so preleteli vame. Fascinantno. Torej, to je najzmogljivejša grafična kartica na voljo na tržišču, ki se ponaša z 10,5 tisoč CUDA core, boost clockom 1,7 GHz na sekundo, 24 GB GDDR6X pomnilnika, kar je brutalna cifra tudi za tiste, ki ste navajeni številk iz sovražnega kempa, če bomo temu tako rekli, kjer je 16 GB bilo kar nekaj navadnega. No, 24 je kar lepša cifra. Vso to komunikacijo vleče po 384-bitnem memory busu z skupno hitrostjo skoraj 1 terabit na sekundo. Resnično pač cifre, ki jih ni bilo do sedaj videti še nikjer. Seveda to na koncu rezultira v kar zasoljeni ceni, kot sem omenil, 2000, še nekoliko več, če greste za izdajo, kot je ta gigabajtov model, ki ima dodatne fane in ni Founder Edition. No, pa da ne dolgovezim na predolgo, pa si poglejmo, kaj dobimo v tej škatli, v kateri se skriva gigabajtova izdaja Gaming OC verzije GeForce GTX 3090. Kako bi odprli? No, načeloma zgleda, da ne komplicirajo preveč. Škatlo, v primeru, da kupite grafo, ki je toliko draga, toplo priporočamo, da jo pazite, da je ne vržete stran in da nič več noter in da jo držite v primeru, da boste v prihodnosti kdaj upgradali in šli na neko boljšo zadevo. Torej, zelo enostavna črna škatla, ni nič razen takega svetlečega napisa Gigabyte, pa da odpremo to zadevo. Ok, ko sem odprl, še zmeraj nič, eno pismo, da vidimo, kaj je noter. V notranjosti najdemo Quick Start Guide. Grafično kartico je sila enostavno inštalirati, vržeš jo v komp, priklopiš power, pa je to. In pa flyer, s katerim dobimo za to Aorus Edition grafično 4 leta garancije, kar je kar nekaj in verjamem, da je to stvar, ki bo držala 4 leta, še posebej s performancem, ki jo obljubljajo pri proizvajalcu. No in sedaj je napočil ta res ključni trenutek, v katerem odstranimo ta plastičen cover in noter dobimo vrečko. Vrečka za 2000 evrov. No, pod njo, oziroma da vidimo, opa. A si ti smešen. No to. Če sem v našem zadnjem videu, ko sem unboxal PlayStation 5, govoril, da je zelo težek, no to je težko toliko, kot navaden PlayStation 4 Slim. Ziher toliko. Brutalno. No, da odložim, pa da vidimo, kaj je še drugega v embalaži, če sploh kaj. Nič drugega. Ok. Pa gremo na, bomo rekli temu, glavno jed tega videa. Grafična kartica. Ogromna po velikosti, pa da vidim. Factory seal, še zmeraj intact. Vidim, da ima ta tamper proof protection, da se vidi, če je kdo odprl. Zdaj pa ta ključen trenutek. Tule zgleda, da sem že načesal vrečkico. Ok. Da jo pravilno obrnem in imamo jo. To je gigabajtova Gaming OC verzija izdaja Nvidiine Ampere serije grafičnih kartic, sicer njihovega top doga RTX 3090. Konfiguracija s 3 ventilatorji bi naj zagotavljala dovolj dobro hlajenje za sicer vse specifikacije, ki sem jih omenil malce prej. Na zadnji strani je konkreten backplate, to je res
nenormalna dolžina, normalno smo bili vajeni grafičnih kartic, ki so cirka toliko dolge, to je cirka 30 cm, in tu imamo pa še en cel kolač zraven, v katerem vidim, da je predvsem hladilna rebra in nek power delivery unit, ampak skratka, velik backplate z lepim napisom GeForce RTX, da vsi vedo, kaj imate v kompu, 3 eventi, na zadnji strani pa zanimivo, 5 grafičnih izhodov, in sicer zgoraj vidim, da je to DisplayPort, to je verjetno DisplayPort 1.4 z podporo 8K, spodaj desno, isto tako, ne, izgleda, da je to HDMI 2.0, še en HDMI 2.0, DisplayPort in še en DisplayPort. Skratka, ta grafa podpira 5 monitorjev, če res zelo imate radi piksle na vašem desktopu, če imate radi res veliko screen real estate, je to grafa za vas. Mogoče je malo too much, ampak od viška glava ne boli. Še ena zelo pomembna stvar, ki govori o performancu same grafične kartice, je napajanje. In sicer za Power RTX 3090 zahteva 2 8-pinska 12-voltna power konektorja. To pomeni, da boste v praksi potrebovali vsaj 750, bolje celo 850 ali 1000-vatni napajalnik, če želite v vašem sistemu poganjati to pošastno grafično. Tudi v normalno v hiši ne bo pasala, se je pač s svojimi specifikacijami bo zavzela, če ne po samih slotih, torej po definiciji bi vzela 2 PCI slota, expansion slota, ampak s tem grillom in dodatnimi elementi bo vzela še kar 3. slot in je to 3-slotna grafična kartica. Če imate dosti stvari v hišju, pa dosti dodatnih deviceov, naj so to capture kardi, če ste streamer, naj so to zvočne kartice, mrežne kartice, karkoli pa že, to mora biti, ve biti problem. No, še zadnja stvar, sam konektor, preko katerega komunicira ta grafična kartica, je sedaj odprt in pripravljen za montažo. Če želite videti neke malo bolj hardcore teste, te grafične v realnem okolju, v gamih, kako se znajde v, ne vem, ta novih AAA naslovih, nam dajte to napisati v komentarje in bomo šli skozi zadevo pa testirali, kako to deluje v praksi. Mi smo šli v nabavo te grafe predvsem zaradi njenega v-memorija, torej grafične sposobnosti in CUDA-core processinga, torej moči, ki nam bo zelo pomagala pri izvedbi broadcastov, pri multitaskingu in seveda vseh produktivnostnih zadevah. Ampak to ne pomeni, da je ta grafa sam za to. To je grafa, ki je bila narejena za to, da crasha game in 3090 dela to z odliko in tudi zgleda temu primerno. Lepa hvala za ogled tega videa na GameGangu. V primeru, da želite videti več tovrstnih vsebin prihodnosti, kjer prvi v Sloveniji unboxamo zelo tako specialno gaming opremo in drugo računalniško tehnologijo, ne pozabite subscribati, followati, pa seveda obiskati spletne strani www.gamegang.si.